Jaz mislim, da primerjalno vzeto, ali pa tudi, če gledamo lastniško strukturo, to, kar imamo pri nas na medijskem področju, da je slabše, kot recimo v Rusiji. V Sloveniji je manj dejanske medijske svobode, kot je v Rusiji. Slišimo vsak dan, kjer, če vse spremljamo, tuje časopisje, kako so v Rusiji kakšne medije odpustili kakšnega novinarja, ki je v pogodu režimu. Skoro nikoli pa ne slišite, da se je to zgodilo v Sloveniji, da se to stalno dogaja. Samo če so zdaj kakšnemu njihomu plačo znižali, takrat je velik hrup. Ali pa če je bil kakšen eksces, pa je potem bila kakšna reakcija, kot na nacionalni televiziji nazadnje z tem ljubiteljem Al-Kaidem, Valenčičem, ko mu niso podaljšali pogodbe, pa je bila cela srenja na nogah. Bil sem pred nekaj dnevi na Kosovu. Kosovo je ekonomsko gledano mogoče tam nekje na četrtini naše razvitosti. Ampak, ko je Jugoslavija razpadala, je bilo razmerje 1:7, se pravi, so vseeno hitrejše napredovali kot mi. Malo sem se posebej pozanimal za to medijsko sceno. Tam je prebivalcev 1,6 milijon. Imajo 4 televizije, ki pokrivajo, poleg nacionalne, še 3 komercialne, ki pokrivajo celo državo, in vsaj 2 televiziji, ti 2 televiziji sta povsem normalni. Takšni, kot jih v Sloveniji ni. Imajo 6 dnevnih časopisov in razen 2, ki malo spominjate na naš delo pa večer, so ostali čisto normalni. Kosovo. Tukaj smo mi ostali na neki stopnji, oziroma smo šli nazaj, tukaj se strinjam z dr. Štufecem. Tudi ta medijska scena je danes slabša, kot je bila konec 80-ih let, ko sem išel v socializmu. Takrat je bilo tudi znotraj režimskih časopisov vseeno nekaj pogumnih novinarjev ali pa krogov, ki so prebijali te blokade. Danes ne prepustijo pravzaprav nič slučajev. Tako da, edina rešitev, da se to stanje popravi, in to je pomembno tudi za obe temi, o kateri sem govoril na začetku tega sklopa, je, da se tukaj spostavi neko konkurenčno okolje. Zato se letos trudimo s podporo tej novi medijski hiši. In zdaj, kot so zadnje informacije, bo projekt prodaja delnic za tak ključni del nove medijske hiše, se pravi za to Mičovsko televizijo, steklo 19. oktobra. Bilo je veliko poskusov, skoraj 20 raznih projektov v zadnjih 25 letih v Sloveniji, tudi veliko poskusov tujcev, da v Sloveniji ustanovijo nek nov medij, ampak so bili praktično vsi ali prežvečeni in niso nič drugačni od ostalih, ali pa pregnani. Je ta monopol, ko gre za oglaševalski kolanč, pač naredil svoje. Edino tega poskusa še ni bilo, katerega se gre zdaj, da pa tisti, ki nismo zadovoljni z tem stanjem in ki se tudi zavedamo katastrofalnih posledic takšnega stanja, naredimo, kar lahko, kupimo 1-2 delnice, kakor pač moramo, in sami ustanovimo ta medij. Jo pač v lasti tisti, ki bodo kupili delnice in ki bo skušal držati vsaj neko ravnotežje temu, kar se dogaja. Že to, da nastaja, malo preventivno deluje. Ker je zdaj, če nek urednik, nek urednik ve, da če on objavi neko laž,
nobenem drugem velikem mediju ta laž ne bo demontirana, bo to brez zadržkov naredil. Če bi povedal, da v nekem drugem mediju, ki ga bere ravno ali pa gleda ravno toliko bralcev ali pa gleda ravno toliko gledalcev, ali pa tudi nekaj manj, naslednji dan odgovor, ne, pa da bo smešno izpadel, ne, zato ker laže, pa tega ne bi naredil. Ne. Tudi če dejansko ta kakršen je pokvarjen v službi nekega interesa. Tudi na tem medijskem področju konkurenca deluje tako kot druge v ekonomiji. Če je samo eden, ki prodaja produkte, pa če je 5, ki prodaja iste produkte in ni nobene druge konkurence, se lahko zmerijo med sabo, dvigajo cene, vi ste morali tisto kupiti, če ste hoteli ta produkt. Ne. Če prije nekdo drug, ne, ki je boljši produkt za nižjo ceno, ponudil, potem pa ta monopol razpade. Pa tudi še tako močan. In ravno to je namen te nove medijske hiše in, kot je rečeno, delamo se na tem, da tukaj zagotovimo čim širšo podporo in tudi to preko izkoriščam, da pozovem vse, ki čuti, da je tukaj treba nekaj narediti, da pač pomagajo. Pač pomagajo in koliko je to dovolj, je to lahko tudi čisto komercialno uspešen projekt. Sprav ne bo to zgolj neka pomoč, ne, ampak bo ta delnica ohranjala in čez nekaj časa lahko tudi povečevala vrednost. Kot je zapisala publicistka Alenka Puhar na ta prospekt, ne, ki vabi na kupu delnic, naslov močan stavek je napisala. Pisala je, stvari je treba spremeniti, ne, same se ne bo.